Tule je vlog z prvega dneva Automotor Showa. Oba dva z Lovrotom sva ta dogodek res komi čakala, ampak preden sva prišla do gospodarstva, sva se pa mogla ustaviti na zajtrk v Meku. Kaj niso drugače to osti neki tako? Drugačni bili včasih. Za dogodek naj je mičken skrbel parking, ker je bila kar gužva, ampak realno sva ga najdla tako 200 metrov stran brez problemov. Takoj, ko sva stopila v to prvo dvorano, so moji možgani instantno bili stimulirani. Jaz sem takoj letel od blizu pogledati svoj sanjski avto, medtem ko je Lovro direkt padel v past. Ma se ne rečem, tile modelčki so bili res hudi. Sej, pol sem pa jaz 2 minute zatem najdel Hot Wheelse in 1 ura je šla. Mi je paratelj najdeti Hot Wheelse, ker sem ga iskal leta in leta. Prva edicija Evota 10 iz leta 2008. Takle, ampak moder je ta prvi Hot Wheels, kar sem ga jaz kdaj dobil. Pol smo se kar konkretno zaklepetali s Tilom pa z Jakobom, na tu smo pa končno prišli iz ta prve dvorane. Ja, šele zdaj. Zunaj so po progi kar konkretno terali tega Caymana, zraven je bil pa še car show. Video za top 10 avto z tega dogodka pride ven jutri, tako da če te zanima, stisnem follow. Hale so bile res nabito polne hudih avtov, medtem ko smo raziskovali, je pa tale gospod se prekazal kot nek angel varuh, pa mi dal kofein, ki sem ga nujno potreboval. Hvala lepa. Videli smo avto, ki bi v času tega stavka počas že prišel tam nekje do 300 km/h. Zraven je bila pa še ena kupica drugih avtov, ki jih boste videli v jutrašnjem videu. Pa smo bili pa že kar lačni, tako da smo šli ven na štand jest. Hrana je bila dejansko ful dobra, poleg vsega smo imeli pa še ful lep razgled. Po kosilu smo šli nazaj do avto, ki smo jih prej zgrešili, vključno z najlepšim odtenkom modre, kar sem jih bilo kdaj videl na bilo katerem avtu. Fak, kaj huda. Pa legende so se tudi odločile za publiko malo prežgati GT40. Na štantu smo kupili bombone, pa smo se pa sprehodili nazaj do Hot Wheelsov, kjer sem jaz najdel tole odprto Fast and Furious Supro s Kylem poslikavo. Valjda, da sem jo mogel imeti. Lovro me je izval na RC Duel, kjer sem absolutno čist popušil, pa sem sprobal tudi RC Offroaderja, ki je bil dejansko ekstremno zanimiv, medtem se je pa dogodek zaprl in je bil čas za VIP večer, kjer so pomotoma povabili tudi mene. Z Rokom sva odigrala krica pa kroce, pa smo pa poslušali njegov govor. Ta dogodek je ubrizgal življenje v slovensko avtomobilsko sceno in občudujem Roka in vse ostale odgovorne za organizacijo, ker je dogodek potekel brez problemov in ni bil dolgcajt za niti sekundo. Za moje pojme je tule definitivno bil dogodek leta. Kapo dol vsem. Hvala pa tudi vsem, ki ste prišli do mene, pač bilo vas je čudovito spoznati, malo poklepetati, bilo je ogromno pozitivne energije in komi čakam, da to ponovimo.